kljub temu, da je dejansko se mreža zajedala v hrbtno plavut živali, je vse pravzaprav kazalo na to, da se bo zadeva razpletla dobro, ker je bila žival v dobri kondiciji, dobrem telesnem stanju, normalno se je gibala, normalno plavala, se tudi prehranjevala. Glede na to, da se je žival vedla razmeroma normalno, se raziskovalci niso odločili za posredovanje. Prav tako bi ločitev mladičke od mame predstavljala dodatno tveganje. Marsikdo si predstavlja, da je to enostavno, da lahko do živali kar pridemo, da jo damo na čoln, da jo pokrpamo in da je to. Ampak pri delfinih zadeve niso tako enostavne. To so mobilne, gibčne, velike, težke živali, ki jih ni možno kar tako ujeti. In prav tako obstajajo zelo velike nevarnosti, da s tem naredimo več škode kot koristi. Mladička je z ribiško mrežo plula po severnem Jadranu skoraj 1 leto, kar za njo ni bilo usodno. Usodno pa je bilo, ko se je zapletla v drugo mrežo, iz katere se ni mogla več rešiti. Obdukcija je pokazala, da druga situacija ni bila odvisna od prve. Gre za prvi tovrstni primer dolgotrajne zapletenosti v mrežo, v večini primerov se delfini iz mreže ne morejo rešiti in takoj poginejo.